Pri analizi področja regionalne politike in lokalne samouprave smo ugotovili, da je stanje po 2 letih vladanja te vlade izrazito slabo. Našo analizo smo razdelili na 3 področja, in sicer je to področje lokalne samouprave, področje regionalne politike in pa področje evropske kohezijske politike. Na prvem področju lokalne samouprave, kamor spadajo večinoma občine s svojim delovanjem, je to področje zelo slabo in še nazadujemo. Medtem ko se je v prejšnjem mandatu veliko storilo na razvojnih nalogah občin, na financiranju občin, na urejanju tega sistema lokalne samouprave, lahko ugotovimo, da se v teh 2 letih na tem področju ni storilo praktično nič. Občine nazadujejo, občine imajo vedno bolj rahle, bolj trhle vire financiranja, razna zakonodaja, ki pa se sprejema, pa poslabšuje delovanje občin. Če smo v prejšnjem mandatu govorili o občinskem redarstvu, o skupnih občinskih upravah, se na tem področju pravzaprav ne dogaja nič. To izhaja tudi iz dejstva, da trenutno v vladni proceduri na straneh ministrstva, resornega ministrstva, ni praktično nobenega zakona, nobene uredbe, nobenega podzakonskega akta, ki bi urejal in krepil to pomembno področje družbenega življenja v Sloveniji. Tako da se položaj občin poslabšuje se tudi delo znotraj občinskih uprav, kajti nov zakon o integriteti oziroma preprečevanju korupcije je določene funkcije naredil za nezdružljive, kar je popolnoma nelogično in občine še težje delujejo preko določenih komunalnih podjetij pri izvrševanju svojih nalog. Drugo področje, ki smo posvetili pozornost poleg že omenjene lokalne samouprave, je regionalna politika. Tudi tukaj je vlada izjemno neuspešna, kajti tako z vsem znani projekt pokrajin je obstal je na nivoju poslanskih skupin v državnem zboru, kjer se je dokaj hitro ugotovilo, da ni politične podpore za število 6 do 8 pokrajin, kajti znano je, da na referendumu so ljudje v prejšnjem mandatu odločili, da si želijo od 12 do 15 pokrajin. Tako da projekt regionalizacije oziroma uvedbe pokrajin praktično stoji. Zakon, ki pa je v obravnavi, zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, pa je zdaleč od tiste rešitve, ki si jo lokalne skupnosti želimo in ki jih Slovenija potrebuje za boljši regionalni razvoj in za razvoj, ki bo zaobjel celoten teritorij Slovenije in ne samo 2 ali 3 centrov. Tako da sta ta 2 resorja oziroma te 2 podpodročji resorja po naši oceni zelo slaba oziroma neuspešna. Tretje področje delovanja ministrstva pa je črpanje evropskih sredstev kohezijske politike, torej sredstev strukturnega in kohezijskega sklada Evropske unije. Tu so rezultati nekoliko boljši, to ni odvisno toliko od ministrstev, ampak bolj od prejemnikov. Prejemniki sredstev so gospodarske družbe, so občine in so tudi drugi prejemniki. Tu so rezultati za leto 2010 nekoliko boljši, vendar pa celotna finančna perspektiva 2007-2013 še ni dobra in črpanje teh sredstev je še vedno zelo slabo in s tem ne moremo biti zadovoljni. Zlasti se zatika na področju okoljske infrastrukture, na področju varstva okolja, kjer je Ministrstvo za okolje in prostor izjemno neuspešno pri črpanju teh sredstev. Tako da splošna ocena resorja lokalne samouprave in regionalne politike je žal slaba, s tem stanjem ne moremo biti zadovoljni in samo upamo lahko, da bo vlada nekako namenila temu resorju še kakšno pozornost, kajti opažamo, da se Slovenija zopet centralizira, da se določene regijske funkcije iz regij jemljejo, kot je policijska uprava, kot je izpostava za obrambo in da to centralistično usmerjeno delovanje vlade, ki se seveda pozna pri vsakodnevnem življenju občanov oziroma državljanov in državljank, ni dobro in po našem prepričanju ga moramo prihodnje spremeniti.